Se mi zdi, da zdaj zadnje dni sploh, da je bilo to bolj taka neka intenzivna stvar, ki sem jo doživljala, je, da je bila v bistvu ogromna skupina, v kateri sem se res počutila tako domače, prijetno in da je čisto vsak drugačen, poseben in sem do vsakega čutila neko toplino in tako prijetne energije z vsakim, a ne. Verjetno to, da sem uspel najti stik med, dajmo reči, svojim umom in mentalom in z svojo dušo. Ker mislim, da imamo vsi ta notranji konflikt, ampak pri enih je bolj intenziven, pri enih manj. In to, da sem začutil res intenzivno samega sebe. Zmenek z dušo res priporočam vsakemu. Še posebej luksuzni program, kjer imaš res čas, da doživiš vso obilje. Da se ti začnejo stvari zlagati, da se prizemljijo, da grejo globoko, da res vsaka celica telesa čuti spremembo. Čuti navdih, novo življenje, veselje. Mislim, da smo tega vsi potrebni, da zaživimo res tako, kot si duša želi in pa kot si zaslužimo. Vse damo za avto, za materialne stvari, mi smo na koncu, mislim, da je treba obrniti, da dati sebe na prvo mesto in uživati življenje, kolikor ga še imamo. Da sem se spet zavedla svojega bistva, zakaj sem prišla, zakaj sem bila poklicana, kakšen je moj namen življenja, da je življenje veselje, da je življenje strast, da življenje ni trpljenje, da življenje lahko vedno usmeriš v pozitivne toke in ne v negativne, da si sproščen in vesel in da živiš življenje. Po težki preizkušnji, kar je minilo 1 leto, je bil to za mene težko opisljiva sprememba moje duše in sprostitev moje duše in pol tudi lažjega pogleda in tudi nadaljevanja življenja. Čisto enostavno. S tem svetlobnim življenjem se srečujem res prvič. Oto Krapan že sam po svoji obliki, konstituciji in pa dejansko odmaknjen od prebivalstva, odmaknjen od vseh teh sfer in odmaknjen od sistemov, daje izredno pozitivno energijo in moč vsem tem delavnicam, ki ste jih nam predstavili danes oziroma v teku tega tedna. Lahko rečem, da sem res doživel en vrhunec v svojem življenjskem obdobju, da sem doživel tisto prvobit, odkot izhajam, kaj je izvor vsega življenja na tej zemlji in na tem planetu. Priporočam in veselim se še druženja z vami, pa z veseljem bom še prihajal na tele delavnice zaradi svojega osebnega interesa, zaradi svojih bližnjih, ki jim bom lahko posredoval vse izkušnje, ki sem jih v tem tednu tukaj doživel. Hvala na vprašanju. Pravzaprav celotni teden je bil vrhunski. Bil je božanski. Dotaknili smo se svoje duše večkrat, pravzaprav smo bili ves čas z njo povezani in to je najlepše, kar se ti lahko zgodi. Tako da ne bi izpostavila enega dogodka, ampak predlagam, da vsak izkusi lepoto takega doživetja, kot smo ga bili deležni mi. Ja, vsakmu, to je itak, ampak predvsem tistim, ki ne razumejo svojega življenja, ki iščejo razloge, zakaj se neke stvari dogajajo, ki bi radi razumeli, kaj njim v življenju recimo služi, kaj jim ne služi, česa se da bi radi mogoče kdo imel navodila za življenje, ne? Začneš stvari razumeti, da veš, da je nekaj več kot samo to naše fizično telo, kako lahko tudi potem živiš več od tega in tako da, ja.
Verjetno res za vsega, ne? Ampak bom mogoče najlažje tako odgovoril, da recimo vsako leto je v podjetju inventura, vsako leto gremo na dopust, ko ga naprej planiramo. Vsako leto damo avto registrirati, ne? In se mi zdi, da bi v bistvu vsako leto mogli investirati tudi v sebe, ne? Nekako jaz, vsaj moje prepričanje je tako, da bi naj bil cilj življenja in samega sebe odkriti, kdo si, ne? Ne, da bi si dvigoval ego ali pa da bi nekako hotel biti v središču pozornosti, ampak bil sem na veliko delavnicah, marsikaj probal, sem nekako po karakterju tak, da rad nove stvari probam, ampak je talek zmenek z dušo, res zmenek z dušo. V dobesednem pomenu, tako da kapo dal. Za vse. Za vse, kateri se zavedajo, da imajo dušo, da obstaja še kaj drugega, kot pa samo fizično telo. Ni, začenja se z otroci. Najlepše bi bilo pa povezovanje od otrokov iz vrtca pa do starostnikov, ki dajo tisto, bom rekel, življenjsko znanje in pa energijo tudi našim mlajšim generacijam. Pravzaprav v svojem vsakdanjem življenju, kdorkoli mi bo prišel na pot in bom videla, da je nenehno pada v svojo dramo, išče svoje težave, namesto da bi jih spremenil v svoje izzive, bo slišal za to, da je vredno priti na Krapen. To bi priporočila čisto vsakmu, ki bi rad spoznal sam sebe, ki bi rad spoznal, zakaj je tu, ki bi rad spoznal ali pa na novo odkril smisel življenja, ki bi rad pomagal sebi in s tem bi pomagal tudi celi svoji družini in celi okolici. In ta luksuz zmenek z dušo vsem, ki se hoče zraven tudi malo spočiti in imeti čas zase. Na prvo stopnjo pa navadi gremo samo enkrat, vsaj jaz sem tako, ne? In sem naredila vse stopnje naprej, ampak vrniti se je treba k koreninam, bom rekla, k temeljem. Res, da potem na temeljih gradiš, ker če ne pride do te harmonizacije duše, uma, telesa, vseh telesno. Tako da res priporočam vsakemu, da naj si privošči, naj naredi, naj gre še enkrat ponoviti osnove in da lahko potem še nadgradi in bolje zaživi. Srečno. Še enkrat na enko sem šla zato, ker me je priklical luksuz. To pomeni, da spoznam drugo stran tega učenja samega sebe skozi počasnejše obdobje. To pomeni, da si vzameš tudi čas zase in jaz nasplošno sem ta človek, ko ima tendenco, da mora v življenju garati in da nima časa zase. In da tudi, če ima čas zase, še vedno nekaj najde, kar treba usput narediti, ne. In zato me je poklical. Dalj časa sem se ukvarjala sama s sabo in me je duša poklicala. To je prva stvar, da me je duša poklicala, da spet grem. Kaj sem odnesla od tega? Obnovila sem vse svoje znanje. Bilo je polno aha efektov. Nečesa, kar že znam, kar sem že delala, pa sem pozabila, ali pa sem mislila, da ne delam prav, pa sem se ugotovila, da delam prav. Ugotovila tisto, kar me veseli, oziroma tisto, kar sem pozabila, da me veseli. Zato je ponavljanje super fantastično. Vedno se nekaj novega naučiš zraven, vedno nekaj na nov izveš, vedno vidiš, da si mislil, da je nekaj drugače, kot pa v resnici pol je. Vidiš druge vidike še.